Katera so kolektivna prepričanja, katera so ti dobesedno zasadili v tvoj zaradi tega, da bi se te ukrivljalo po svoje? Katere so kolektivne laži, ki so nam jih povedali in kako so videti? In kako je treba to premagati, zato da ti lahko živiš svoje življenje in imaš pravico živeti srečno življenje? Za tebe sem pripravila eno izjemno video učenje o vsem tem, ki se je zgodila na tečaju razreševanja podzavestnih vzorcev, zato da imaš lahko tudi ti to znanje. Zelo je zanimiva vsebina. Poglej si jo, zato da jo osvojiš, in če potem ugotoviš, da bi tudi tebi prišlo prav, da malce podelaš na svojih vzorcih in da res sestaviš svoj tako, kot ti to potrebuješ, potem ne pozabi še pogledati, kaj prinaša tečaj razreševanja podzavestnih vzorcev, ki je že pred vrati in ki resnično v življenju pomaga odpraviti te programe, ki ne služijo. Sedaj pa te vabim, da si ogledaš učno vsebino. A ti pokažem eno kolektivno laž, ki ti bom zdaj narisala. Programiranje ljudi, da živijo življenje pomanjkanja. Kako so ljudi dali v pozicijo, da živijo pomanjkanje? Zaradi tega, ker so jim na zavestni ravni delali sledeče. Pregovori, kateri se uporabljajo v vsakem dnevu. Za denar je treba garati, samo par ljudi je lahko bogatih. Dajmo iti še naprej. Denar pokvari ljudi. Denar je slab. A pa recimo nekje, ko se pojavi novica, da je nek milijonar, ki je dobil neko bolezen, ti na socialna omrežja pogledati, kaj se piše v komentarje. No, kaj mu bo pa zdaj ves ta denar? Kaj ima to veze s čemerkoli? A ste kdaj videli, da se za neko slavno bogato osebo napisali, da je bolana, in so se spodaj vžgali eni in isti komentarji? Ja, in kaj mu bo zdaj ves ta denar? No, in tako vidiš, da je v življenju treba biti zadovoljen z majhnim, najbolj je pomembno zdravje. Kaj ima ta novica veze s kešem človeka? Saj ni človek dobil raka, pa ne vem, karkoli že ljudje imajo, zato ker ima denar. Ampak ljudje bojo to pisali v komentarji. Pejte naslednjič, no, mogoče se ne rabite glih filati s to negativo, tako preklicujem svojo izjavo, ampak če ste kdaj šli za tem, ker ste nekje prebrali neko tako novico, da je nekdo od bogatih ljudi zbolel, kaj mu bo pa zdaj ves ta denar? Ja, ker se sam žene pa dela, pa je zato zbolel. A soseda v Franciji, ki je pa tudi umrl od raka, ga je pa dobil zakaj? Zakaj ga je pa dobil? Pa ni imel nič denarja. A veš, kakšne neumnosti ljudje govorijo? Ker jim v bistvu ljubosumje, pa to, da oni manifestacije ne naredijo, ven seka, in potem to je ego-obrambni mehanizem v teh stavkih. Če ste jih vi kdaj uporabljali, ti se s tem odpiraš in ego-obrambnemu mehanizmu daješ signal, da denar pomeni bolezen, in ego-obrambni mehanizem bo te pomanjkanje furu naprej, zato da Janoš dobil raka. Pa vemo, da je trilijon ljudi, ki imajo raka, pa so več ali manj broke, so brez denarja. Kaj ima to veze s tem? Ampak mi toliko tega vidimo, denar je slab, denar pokvari ljudi, denar ne vem kaj, da ego-obrambni mehanizem na denar obesi, no go. Zaradi tega, ker če imam jaz denar, bom dobil bolezen, ljudje me bojo obsojali, pa slabo mi bojo prvoščali. Ampak to ne gre skupaj z dušo. Ja, pa se duhovno se ne računa, pa ne vem kaj. Lepo te prosim. Višja zavest je zavest, ki je večna. Glejte, kakšna kolektivna laž. Večna. Neomejena. To si ti kot duša, ko enkrat te ni, ne?
neomejena, veš, ko moram pisati, pa še hkrati govoriti, obilna, obilje. V nebesih enega pomankanja ni. V nebesih enega pomankanja ni. Gor niso duše razdeljene, morate trpeti. Če je duša večna, neomejena, polna ljubezni in obilja, kako lahko potem mi rečemo, da je duhovnost to, da si ne smeš želeti denarja in materialnega, če je to odraz tebe v materialnem svetu. To ne gre skupaj, to nekdo laže, to ne gre logično skupaj. To je se nekdo nam ljube duše lagal. To ni logike v tem, to je kolektivna laž. Ne more biti to tako. Ne gre skupaj, kalkulacija mi ne gre skupaj. Tudi vi, ko boste to zagledali, se boste strinjali tem. Če duša obilna tako naprej, zakaj bi ona neki, če in je to njen pravi jaz, zakaj bi ona hotela nasprotje tega potiskati v materialni svet, če ona prišla na ta planet sebe izraziti. Sebe je zmanifestirala v fizično obliko, v manifestacijski svet, ki je oblikovan na manifestacijo in obilje. Zakaj bi hotela iti kontra temu? Torej, ne ujema se, to pomeni, da je zadnji podoba lažnega jaza. Lažni jaz se ustvarja na tej ravni, na zavestni s temi pregovori, z mediji, z ustrahovanji in to se dela zato, da so ljudje v pomankanju. Zakaj številni sistemi, vlade in ne vem še kdo, konkretno hočejo imeti čim več ljudi, ki živijo življenje pomankanja, zaradi tega, ker imaš nadzor nad njimi. Zaradi tega, ker jim lahko rečeš karkoli hočeš, pa te bojo ubogali in dvakrat se ne bojo vprašali, a je to res ali to ni res. Zaradi tega, ker ustvariš dobesedno gardo ljudi, ki bo plesala po tvoje, ti na zavestni ravni boš pa iz tega za sebe toliko koristi, toliko manipulacije uspel izčrpati in ti ljudje so samo orodje. Jaz za vas ne vem, ampak jaz nočem, da bi bili mi tako orodje za kogarkoli. Pejte se vi soliti z vašim pomankanjem, pejte se vi soliti s tem črtanjem tega evra, klele noter dolarja zaradi mene, karkoli hočeš, ker vi ste vsi skup nam lagali. To ni res, da če si duhoven, ne smeš biti bogat, ne smeš imeti denarja, pa tako naprej. Ni res. Ker džave tebi, da si ful duhoven in zdaj jaz sem brez denarja, odpovedala sem se vsemu materialnemu, a veš, in jaz sem zdaj zaradi tega dober človek. Jutri, če ti nekdo pride in ti pokaže, da je tam 50 psov, ki so brez doma, jim ti ne moreš pomagati. Klinc pa taka duhovnost. Ker da ti pomagaš tem 50 psom najde dom, rabiš vsaj 5 jurjev za teh 50, da ti bo uspel proces speljati, ker svet je tako oblikovan. In če teh 5 jurjev nimaš, se ti tudi mati Tereze pa duhovnosti pa to ne daj. In a veš, te kolektivne laži so šle ful daleč. Dajmo si pogledati mati Terezo, to je bila kolektivna laž, ne? Ja, a veš, vi kar bojo vam rekli, imeli boste svoje centre in tako naprej, ker smo se mi tega naposlušali, ulala. Vi duhovni učitelji, ki zaračunate duhovnost, vi niste duhovni učitelji, vi ste lažnivci. Mati Tereza nikoli jemala denarja. Ljudje božji, a ima kdo Google, ki ga zna pržgati? Mati Tereza je ob svoji smrti bila vredna 100 milijonov. Ni bil njen denar, to je res. Mislim, da je nekaj podedvala, kaj je bila že nekaj, ne vem, pogledajte si na Google. Mislim, da je nekaj podedvala, potem so pa ostali ljudje, ki so njo podpirali za njeno misijo. Ampak zadnji za temi misijami je bil orang denar. Eni zapisi so si različni, eni pravijo, da ni bila vredna 100 milijonov, čeprav v resnici vsi, ki pol pricurljali ven, vejo, da je bila vredna 100 milijonov, ampak so rekli, da ne, da to pa spet ni bilo, da je bila vredna samo 10 milijonov. To je pa najmanjši znesek, ki ga boste najdeli na Googlu. Da je bila mati Tereza vredna 10 milijonov. Kdo izmed nas je vreden 10 milijonov? Štekaš? Toliko mati Terezi. A veš, super stvari je delala, čudovita oseba,
krasna ženska, ampak zadnji je bil denar pa manifestacija, da je lahko ona dobro delala. Alo, dajmo si razjasniti, kaj je jabolka pa kaj je hruška. Razumeš, lagali so nam. Lagali so nam zato, da bi živeli v pomanjkanju. Jaz bom to vam skenslala s tem tečajem ven iz vaše psihe. To ne gre skup. Jaz hočem, da vi imate ljubezen, stik s svojo dušo, da imate vse, kar si želite kupiti, da delite dobro, da imate denar, da se počutite varno, vse. Vse, kar boste vi hoteli, da imate. Do une mere, ko boste hoteli imeti. Če si več pol ne želite naprej imeti, ne rabite imeti. Ampak če boste hoteli imeti, se pripela do svojega optimalnega zadovoljstva, zakaj ne? Dajmo skenslati to kolektivno laž.